Lepo zdrav in dobrodošli v še eni epizodi, kjer raziskujemo fundamentalno kriptovalute oziroma kriptoprojekte. No in tokrat se je na tapeti znašel Algo oziroma Algorand. Pa dajmo si pogledati najprej, kaj ta projekt sploh predstavlja. Tukaj imamo urejene zapiske. Torej, Algorand je hitra in varna blockchain platforma zasnovana za decentralizirane aplikacije in finančne transakcije. Ustanovil jo je kriptografski strokovnjak Silvio Micali. Algorand uporablja inovativni Pure Proof of Stake mehanizem, ki omogoča visok nivo skalabilnosti, nizke stroške transakcij in energetsko učinkovitost. Projekt se osredotoča na reševanje blockchain trileme z doseganjem decentralizacije, varnosti in hitrosti. Njegov Algo žeton se uporablja za transakcije, nagrajevanje validatorjev in podporo ekosistemu. No in s tem, ko smo to razčistili, pojdimo kar na prvo sekcijo. Torej, pregled kriptoprojekta. Kakšna je jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo in jasnost bele knjige. In tukaj si bomo najprej ogledali njihovo spletno stran. Moram reči, da imajo kar lepo urejeno spletno stran, tudi lepo vse obrazloženo. Tukaj imajo tudi nanizane nekatere projekte, ki se mi zdijo zelo zanimivi, sploh tale Lofty. Se mi zdi kar zanimiv za tokenizacijo nepremičnin. In lahko takoj rečemo, da imajo kar precej jasno obrazloženo, kar se tiče projekta, tudi vpliv na industrijo, cilja na realno industrijo. Zdaj poglejmo si še jasnost bele knjige. Tukaj imajo direktno povezavo na svoje dokse. Očitno je to zdaj neka modna muha med projekti, ko nimajo povezave na dejansko belo knjigo, ampak izpostavijo kar svoje dokumente za developerje in podobno. In moram reči, da imajo tudi tukaj zelo lepo obrazloženo na tej spletni strani, kaj sploh je in o čem se tale projekt gre. Imajo tudi SDK-je za Javo, JavaScript, Go, Python in potem imajo tudi tutoriale. Tako da jasnost bele knjige se mi zdi kar v redu, lepo razporejena, lepo posegmentirana. Tako da za prvo sekcijo, kar se tiče projekta, dobi vseh 15 točk od možnih 15. Naprej imamo drugo sekcijo in to je ekipa in podpora. To je sekcija, kjer gledamo izkušenost ekipe in kakšno podporo od kakšnih investitorjev je dobil ta projekt že prej. In najboljša stran za to preveriti je cryptorank.io. Tukaj gremo na tale zavihek Team in vidimo tukaj ves njihov tim. Torej, kdo predstavlja ta projekt. In vidimo tukaj founder je Silvio Micali, kot smo že prej izpostavili. Ima kar precej kriptografskih izkušenj, je tudi znanstvenik. Ampak vseeno dajmo pregledati njegov LinkedIn, kje vse prej je delal. Torej, seveda, founder Algoranda, potem prej je delal za Ford procesor, pa dobil je tudi AM Turing nagrado. Potem imamo tudi tukaj od spodaj izpostavljeno, kje vse je pridobival svoje znanje, torej Univerza v Kaliforniji, Berkeley, pa Univerza v Torontu. Tako da tukaj znanje vsekakor je. Zdaj poglejmo si še Gary Malufa. Tale je CTO. Pa poglejmo, kakšne izkušnje ima. Torej, Algorand trenutno seveda že 3 leta in 5 mesecev. Prej je delal na Wayfair, kjer je bil direktor inženiringa in predtem VP of Technology, tako kot opisuje sam, na OfferLogic, pa tehnični svetovalec
in pa arhitekt na mediacrossing.inc. Zdaj nisem videl nekih izpostavljenih znanj glede blockchaina, je pa tukaj vsekakor machine learning. No, tako da ima pa kar precej tudi izkušenj, tako da znanje tukaj vsekakor je. Poglejmo si še financiranje in podporo. Tukaj gremo na tale zavihek, fundraising. In vidimo, da so kar precej zbrali tukaj. Na CoinListu so imeli ICO 60 milijonov. Pa potem imajo podjetja, kot so Union Square Ventures, to je kar precej znano podjetje. Poleg tega pa še ogromno drugih, od katerih so zbrali 62 milijonov. In predtem so zbrali semensko še 4 milijone dolarjev. Tako da ja, imajo kar precej podpore. Tako da drugi segment. Ekipa in podpora, izkušenost ekipe, financiranje in podpora. Tukaj dobijo tudi vseh 15 točk od možnih 15. Naprej imamo blockchain in žeton. Ali je uporaba blockchaina upravičena in ali ima žeton dejansko uporabnost. In kot smo že prej razkrili, ja, dejansko je uporaba blockchaina upravičena in tudi žeton ima uporabnost, tako da tudi za ta tretji segment dobi vseh 10 točk od možnih 10. Naprej, četrti segment so tukaj napredek in cilji. Je ekipa dosegla svoje cilje in kako v bistvu sporočajo svoje dosežke publiki. In tukaj sem našel tole spletno stran, kjer imajo zelo lepo posegmentirano, kaj nameravajo narediti, kdaj nameravajo narediti. Imajo tudi svojo časovnico, zelo lepo narejeno in seveda tudi opise, kaj bodo dejansko delali na projektu. Tako da tudi za tale segment, napredek in cilji, dobijo vse možne točke, to je torej 5 od 5. Naprej tukaj imamo tehnično analizo, kjer gledamo ceno in moč trenda, volumen in likvidnost in seveda tehnične indikatorje. No in to si lahko ogledamo tudi na spletni strani cryptorank.io, če gremo tukaj na ta prvi zavihek, overview, in spodaj imamo naše gibanje cene. Bomo dodali še en indikator, to je RSI, pa da vidimo, kako se kaj giba naš algorand. Torej, v zadnjem času smo imeli kar eno lepo veliko rast, ampak ima še kar nekaj mej za prebit od prej. In ta prva meja, ki jo vidim, je tukaj na tam nekje 76 centih. To je tale. Tako da to mejo moramo mi še doseči in jo prebiti. Najboljše bi bilo, da na njej naredimo podporo. Smo tudi tukaj, zdaj na zadnje, kar se tiče RSI-ja, smo kar malček prekupljeni, tako da bo treba malček paziti, zna biti, da pride do kakšnega popravka, ampak nič bati, to je v bistvu priložnost za nakupe. Tako da cena in moč trenda, ja, ima pozitiven trend z močnim zagonom in fundamenti. Poglejmo si še volumen in likvidnost, kakšen ima kaj volumen na menjalnicah. To lahko preverimo na CoinMarketCap in tukaj vidimo, da ima zelo visok volumen na uglednih menjalnicah, tako da to je ok. Zdaj, mogoče je malo problem edino pri tehničnem indikatorju, ki je kar krepko prekupljen. Tako da za tehnično analizo dobi 13 od vseh možnih 15
točk. No in naprej imamo segment sentimenta oziroma skupnosti, kakšno imajo kaj skupnost in kakšna je kaj adopcija uporabnikov. Pa dajmo si to pogledati, ker na njihovi spletni strani tukaj vidimo, oziroma sem že prej izpostavil, da imajo kar nekaj tako zanimivih projektov, ampak bo treba še malček delati na adopciji iz strani razvijalcev. Konec koncev je to še vedno tak mlad projekt, tako da tukaj pot jih še zmeraj čaka. Dajmo si zdaj še pogledati njihova socialna omrežja. Ponavadi me najbolj zanimajo X in tukaj imajo 161.000 sledilcev in potem tukaj je še Discord, kjer imajo 20 oziroma skoraj da že 21.000 sledilcev, pa še YouTube, tukaj imajo 9.000 sledilcev. In to bi bilo v bistvu to. To so ta glavna omrežja, ki jih ponavadi spremljamo tukaj. Tako da sentiment, ja, kar se tiče skupnosti, je velika, zelo angažirana skupnost. Kar se tiče adopcije uporabnikov, tukaj imajo še nekaj poti za narediti, zato za tale 6. segment dobijo 8 točk od vseh možnih 10. In naslednji, zadnji, 7. segment je Certik varnostno preverjanje. No, tukaj se je zakompliciralo pri marsikaterem projektu ali se bo tudi pri Algorandu. In ja, nažalost se bo tudi pri Algorandu, zaradi tega, ker kot vidimo, nimajo opravljene revizije. Škoda. Škoda predvsem zaradi tega, ker samo zaradi tega pač dobijo kar precej minus točk. Zdaj sicer ocena tukaj je zelo, zelo visoka, sodi med top 20% projektov. Če imajo slučajno kakšne težave, tega ne vemo, zaradi tega, ker nimajo opravljene revizije. Tako da škoda. Tako da za ta segment Certik varnostno preverjanje dobijo le 5 točk od vseh možnih 25. In tako, skupna ocena tega projekta je 71 od 100, kar je v bistvu še kar visoko, ampak tale projekt uvršča med povprečno potrebnih je več raziskav. Samo še par točk bi potreboval, da bi prišel v višji rang. Tako da jaz upam, resno upam, ker je zanimiv projekt, da bodo le opravili tole revizijo kode na Certiku. Tako, in to je to, kar se tiče raziskave Algorand projekta. Kaj si vi mislite o tem? Smo morda kaj izpustili, kar napišite od spodaj. Hvala vam tudi za pozornost. Te raziskave so ponavadi kar dolge. Jaz na te videe pridem že pripravljen, že vem, kje kaj gledati. Dajte videu tudi všeček, kot sem rekel, komentirajte spodaj. Ne se pozabite naročiti na kanal, da ne boste zamudili naslednje raziskave. In tako, to je to. Se vidimo v naslednjem videu.